Vse, ki spremljate delovanje Teološke fakultete, lepo pozdravljam v oddaji Pogovori z alumni, kjer v soorganizaciji s klubom alumnov Teološke fakultete osvetljujemo zanimive poklicne poti naših alumnov, torej diplomantov Teološke fakultete in Univerze v Ljubljani. Ker ugotavljamo, da diplomanti naše fakultete delujejo na zelo raznolikih področjih in da za marsikaterega slovenskega politika ali kulturnika pogosto ne vemo, da je svoj študij pričel prav na naši fakulteti, želimo s temi oddajami osvetliti te zanimive zgodbe naših alumnov. Predvsem pa želimo pokazati, kako ponosni smo nanje in na to, da tako odločilno in z odličnostjo zaznamujejo našo družbo. Danes med nami pozdravljam duhovnika Janeza Rusa. Janez, pa najprej načrtno tvoje predstavitve nisem pričela z vsemi tvojimi opisi, kot je dejstvo, da si etnolog, igralec, ker verjamem, da je tvoje temeljno poslanstvo prav duhovništvo. Res pa imaš zelo zanimivo pot do tega poslanstva. Pa te najprej prosim, da nam kar sam na kratko predstaviš svojo mladostniško in študijsko pot, ter razložiš, zakaj si se že po končanem študiju etnologije odločil še za študij teologije. Ja, lep pozdrav, hvala za ta uvod. Mislim, da je vsak človek ima posebno pot, ne. Gospod je ustvarjalen, stvarnik je ustvarjalen in se mi zdi, da nisem nič drugačen, ali pa nič bolj izjemen kot vsak drug človek, ne. Vsak drug človek in jaz tudi, torej smo skupek najrazličnejših talentov in zanimanj in poti. Moja pot se je začela v Trbovljah, od koder izhajam, tam je bila moja družina naseljena, nastanjena, tam je zdaj moj dom, še vedno, mislim tako, če rečem, da grem nazaj domov, grem tja. Kjer sem preživel mladostništvo. V otroštvu sem se začel zanimati za gledališče, kamor sem tudi vstopil v eno lokalno kulturno društvo, kjer smo delali veliko gledaliških predstav, tako takšnih in drugačnih. Tam se je začela tako moja ljubezen do besede, bi res rekel. Na kar sem šel pol gimnazijo in potem na filofaks, na filozofsko fakulteto, kjer sem diplomiral dejansko iz etnologije in kulturne antropologije. Nato sem si vzel leto razločevanja v Belgiji, eno leto, in potem sem prišel nazaj v Ljubljano, kjer sem začel študijem teologije in ga tudi končal leta, takrat, kaj sem, kdaj je bilo to, 2010, verjetno, ja. Okay. In od leta 2011 sem dejansko duhovnik, kar je preko tudi moja edina resnična identiteta, se mi zdi, no, tako. Vse drugo je pa, kot rečeno, veselje nad tem, da sem, kar sem. Ja. Ampak vsa ta različna področja te niso peljala proč, ne? So te peljala k temu, kar si danes, se pravi. Da zelo različna področja, s katerimi si se ukvarjal, so se dopolnjevala do tvoje poklicanosti danes. A bi rekel za kako stvar, da je bila čisto odveč? Pravzaprav se mi zdi, da si izpolnjen v tem smislu, da si zadovoljen s tem, kar si bil in kar si zdaj. Da ti je vsaka od teh, ne vem, tudi igranje v filmu dalo neke iztočnice pa neke izkušnje, da so te pripeljale do današnjega dne. Ja, zagotovo. Jaz tako nobene izmed stvari ne bi razumel tako, da so bile odveč ali pa da nimajo, ne vem, nobenega pravega mesta v moji zgodbi, razen greha seveda pač, no. To je itak klasična zgodba, ne, nas vseh, se mi zdi. Od Adama in Eve naprej, ja. Ja, tako. Drugače pa ne, še enkrat, bolj kot to, da bi razmišljal, kaj je bilo odveč ali pa kaj je bila, ne vem, napaka. Obratno, meni se zdi, da sem navdušen nad tem, kako smo res ustvarjeni z mnogoterimi talenti, katere pač včasih malo bolj razvijamo, včasih malo manj. Vsekakor pa vsi ti talenti kažejo, po mojem mnenju, na to, da stvarnik, ne, ima pač namen ustvariti veliko stvari, kar tako, iz čisto zastonskosti, ker ni neke neposredne funkcionalnosti v tem smislu, da bi pa zdaj mogel kot duhovnik nujno obvladati to ali ono zadevo in tako. In pač kot vsi, tako sem tudi jaz raznolik in imam pač
iz svojega mladostniškega obdobja in svojih študentskih let, razne izkušnje, ki se jih veselimo v osnovi. Ja. Super. Včasih kot tista prispodoba, ko včasih gledamo mi, pa ne vidimo nekega skupne slike, pravimo, Bog pa gleda, mi gledamo, ne vem, če bi kdo šival, gledamo z tiste strani, ki ni ta lepa, ne? Bog pa vidi z te strani, kjer je pa mojstrovina nastala iz tega našega življenja. In se mi zdi, da tako plete naše poti, da se res potem izkažemo v najboljši možni luči, če seveda sledimo temu, kar Bog želi od nas. No? In se mi zdi na tej tvoji poti, da ena taka lepa slika se izrisuje. Pa mi ne zameri, zdaj, če se kar z naslednjim vprašanjem lotim tvoje igralske kariere, namreč moramo nekoliko skrbeti tudi za publiciteto in verjamem, da bodo za naše gledalce zelo zanimivo. Kako se je zgodila zgodba, da si igral vlogo Bruca Marka v filmu Ulero? In to smo pa že rekli, da te je tudi ta izkušnja torej zaznamovala tudi do današnjega dne. Uvodoma mogoče povem to, da po mojem s tem vprašanjem riskiraš, da pri mladi publiki ne boš vzbudila ničesar znanega, ne? In s tem, ko rečeš Bruc Marka v Ulero, tako nihče ne ve, o čem govoriš. Bomo pripeli povezavo do filma. Po mojem je to nujno, ne? Naredil sem pred kratkimi baje, da je bila na televiziji, da je bil ta film na televiziji in potem sem vprašal tam z nekimi mladimi sem bil in pa sem jih vprašal, če vejo, kaj je to Ulero, ne, in jasno, da nihče ni vedel, ne, in pa sem si mislil, aha. No, v glavnem, to je bilo že 20 let nazaj plus in skratka. A te katera od Frank prepozna iz tistih časov? Ali tudi ne? Leta nazaj je bilo to še mogoče malo bolj prisotno, tako, no. Zdaj pa dejansko ni, kar čisto razumem, ne. Film je prišel ven leta 1999, takrat je bil cela stvar. Tisti, ki so bili študenti takrat ali starejši, predvsem starejši, so se ga zelo veselili in zelo gledali, no, tako, in to je bil res tako mega poznan film. Zdaj pa pač, ne, toliko let kasneje, čisto normalno, ne, v popkulturi stvari se rodijo in hitro tudi grejo, pač, no, se mi zdi, je čisto normalno, da. Skratka, to je bil, Ulero je bil pač slovenski film, ki se mi zdi, da je bil super narejen, zelo dobro sprejet, tako tukaj pri nas kot tudi v mednarodnih krogih, se mi zdi. In je pač tako, se mi zdi, da za zgodovino slovenskega filma tako določen pomemben pečat, no, tako, pustil, ena taka določena prelomnica je bila. Jaz sem bil, kot rečeno, takrat vpet v gledališče, čisto amatersko, tam lokalno, v kulturnem društvu. Hkrati sem pa polet hodil na tabore, ki ga javni sklad organizira, ne vem, če še vedno takrat je bilo, tabore za mlade gledališčnike, ki bi radi pač se malo podružili pa izpili predvsem o tem, kar smo počeli, in tako, ne, sem na teh taborih srečal med drugim tudi Janeza, režiserja tega filma, ki me je, pa smo rahlo ostali v kontaktu, pa smo rahlo stik ohranili, pa pol, ko je prišlo do tega, da dejansko se bo film snimal, me je kontaktiral, sem šel na audicijo in tako smo pa leta 1997 snimali polet ta film. Da bo drugo leto? Drugo leto bo 30 let snemanja, tako, ja. Pač pa je prišel ven leta 1999, takrat sem bil jaz maturant. Potem si se še enkrat vrnil v igralske vode že kot duhovnik, ko si igral v tem dokumentarnem filmu o škofu Gnidovcu, mislim, da pod studiom Šipoš ustvarjen, če se ne motim. Ja, niti ne vem, če sem čisto iskren. No v glavnem tam v tem filmu igraš glavno vlogo, kjer pa, če se prav spomnim, niti ne spregovoriš, v bistvu si lik, ne. Nisi nič imel nobenega besedila in ta izkušnja, verjamem, da je bila malo drugačna od tiste prve, pa vendarle podobna. Ja, z vidika duhovnega, bi rekel, pristopa, ne, je jasno, da meni je bilo neverjetno, da me je David, tako je, iskal sem njegovo ime, da me je David klical, če bi upodobil ta lik škofa in to se mi je zdaj blazno. Tako, jaz sem bil res, sem bil vesel tega, blazno fajn se mi je zdelo, to sem res vzel, takrat sem bil župnik in sem vzel to res kot molitev, tako rekoč, no, da bom pač, ne, tako, s svojim telesom, s tem, kar sem, lahko
za film, rekel, naredil ta lik tega škofa, tega svetniškega škofa. No. Z tega vidika je bila to res enkratna izkušnja, z vidika snemanja pač je bilo tega malo manj, no, itak. Pa pač te snemalni dnevi so tako kot so, pač, ne, tam na sceni preživiš ure in ure, od tega 2 minuti snemaš, ostalo pa čakaš. Ja, veš, to si navadni smrtniki ne predstavljamo. Ja, poleg tega pa pol v končni fazi tu enkratno prišel, po mojem mnenju, no, ampak snemali smo ob sončnem vzhodu. In tu dol ne vem, ko se tam reče, na Kraškem robu, no. In jaz sem bil takrat v Blagovci in vem, da sem mogel že ob 3 zjutraj vstati ali pa nekaj tako, no. Da sem prišel pač do predvzhoda dol, ker na vzhod sem bil že v kostumu in je že kamera laufala in ona leteča kamera sledila in tako. Ampak vseeno, to je bilo res krasna izkušnja. Pač pa smo cel del tudi posneli, kjer govorim, no, tako dejansko smo snemali še kar precej pol noter tudi, pa pol enih mojih, imel sem nekaj besedila, no, ki pol v končni fazi ni prišel v končno varianto filma. Ampak tudi lik Škofa Gninovca potem ponotraniš na tak način. Jo, vsekakor, ja, vsekakor. Za razliko od nekaterih naših alumnov, ki so se soočili z brezposelnostjo po končanem študiju, ti s tem nisi imel težav. Kot duhovnik je bila težava morda ravno obratna, da je bilo dela še celo preveč. Ko si nastopil svojo službo, čisto kako izgleda ta prehod iz študijskih let potem do, seveda vemo, da ta potek do diakonata, nove maše in tako naprej, ampak potem konkretno vstop v poslanstvo, služenje duhovništva. Osebno sem ga doživel kot veliko veselje. Bilo je res veliko dela, veliko izzivov, ki so me totalno izpolnjevali. Moram reči, že še vedno tako, no, tako ni se nekaj blazno spremenilo, ampak pač napreduješ pa tako. Prehod se mi zdi, da je, ne vem, če je drugačen kot prehod sploh pač iz sveta študija v svet dela, ne. Občutek imam, da je ta prehod tako, da je za ta prehod značilno, da so značilno neke stvari, ki niso odvisne od tega, ali si duhovnik ali kakšnem drugem poklicu pač, ne. Ta prehod iz študijske faze v delovno fazo spremljajo določeni izzivi, pa tudi določena veselja, po mojem, no. Da končno začneš delati, ne, da začneš ustvarjati, da nisi samo v drži, bi rekel, intelektualne rasti in prejemanja, ampak da preideš v držo dajanja, ne, tako, kar je po mojem itak naše temeljno, bi rekel, hrepenenje, no. Je tako, glede na to, mislim, saj jaz sem tako doživel, no, da duhovništvo je vendar življenjsko poslanstvo, ne, je to pričakovanje, bi rekel, ta veliki zagon še dolgo več pač, no, tako mogoče podobno kakor z nekom, ki se končno poroči pač, ne. Jasno, da ko mi čakaš pač, ne. In jaz sem, ko mi čakal in pol, ko sem začel, se mi je zdelo, da je to, no. Tako sem se vedno počutil, bi rekel, totalno na svojem mestu, no. Dobro v svoji koži. Ja, dobro v svoji koži, ja. To je velik dar. Ja, Bogu hvala, res, ja. Danes si v skupnosti Emanuel pa odgovoren za duhovnike na celotnem območju Evrope. Predtem, če sem prav prebrala, si bil tudi dejaven v duhovni formaciji mladih, celo v organizaciji tega svetovnega dneva mladih si bil. To so zelo odgovorne naloge. Kaj ti pomaga, da lahko svoje delo dobro opravljaš? Je morda tudi študij teologije na naši fakulteti dodal kak kamenček v mozaik tvojih usposobljenosti? Študij na TEOF je, ja, vsekakor, mogoče najbolj pomembna stvar, tako, ki jo globalno, zdaj, ko gledam nazaj, razumem, ali pa tisto, ki sem res dobil, no, se mi zdi, da je ukoreninjenost v izročilo cerkve, da sem ud cerkve, ki je res Kristosovo telo in konkretno v zgodovinski izkušnji in instituciji, pač, rekel, na okrogli 2000 let stara. To me je blazno, se mi zdi, ukoreninil in utrdil. Nimam pa
razen osnovnega krščanskega življenja, pač dnevne molitve, ne, in potem zraven še brevirja, Evharistije. Nimam nekih dodatnih metod ali ne vem, kaj ne rečem. Skrivnosti, ne, tako ja. Skrivnosti ali pa nekih modrosti, ki bi jih zdaj trosil kot rožice, ne. Pač pa čisto preprosto, ja, Gospod vsakem da svoje poslanstvo, ne, in to dejstvo, da smo soudeleženi pri Gospodovem delu, da smo njegovi sodelavci, da računa na nas, da računa na naše človeške sposobnosti in na našo duhovno senzibilnost, ne, kjer moramo dnevno korakati z njim. To je, rekel, vir za moje delo, bilo in je zdaj, in upam, da bo. Tako da nasvet tako za bogoslovce, duhovnike, kot tudi laike. Se pravi, molitev, za duhovnike tudi brevir, ne, nujno. Ja, to je nujno. To je nujno, pa najbrž je to ena taka, kako se temu reče, priprava zemlje, da lahko potem Bog svoje semena, da sklijejo semena Božje besede v človeku. In Evharistija in drugi sakramenti. Se pravi, če se tega poslužujemo v tej zakoreninjenosti v cerkvi, je to. Ni treba, je to rešitev za človeka in je to pot do svetosti, no. In je to, kar praviš, da se tudi počutiš dobro v svoji koži, če vsemu temu prisluhneš. Ker sicer se mi zdi, da vstopimo v to nevarnost, ne, v katero mnogi zapadejo, ne, zapademo včasih tudi v prvi osebi, ne boš verjela. Namreč, da iščemo nekaj izrednega pač, ne, nekaj izrednega, v kateremkoli smisli, ne, izredno, ne, to pa je, ne, da končno najdeš neko obliko, neko dejanje, neko pobožnost, neki, ne vem, karkoli, no, ker rečeš, to je pa zdaj to, ne. Ja, v bistvu ne, tako. Skrivnost je v tem, da smo popolnoma ne izredni, ampak da smo popolnoma vsakdani, ne, da živimo vsakdanje življenje brez posebnosti in to je na nek način najtežje, ne. Pa tudi ta vztrajnost, tudi ko ne slišiš vsak dan kakega božjega nagovora, tudi kakšna suša pride v življenju, ne, beremo pri svetnikih, koliko je bilo takih zgodb, ko so leta in leta bili v tej božji tišini, pa vendarle so vztrajali v molitvi, ne. Se mi zdi, da to je ena od skrivnosti, da je to ta skrivnost, se pravi, vztrajanje v Bogu, ne izredne situacije. Hvala. Zdaj, te zgodbe, recimo tudi tvoja zgodba, danes, ko smo te povabili sem, tudi s tem namenom, da nekako mladi slišijo eno dobro zgodbo, ne, tudi mogoče bogoslovci na svoji poti, tudi mladi, ki iščejo, ki se odločajo med duhovništvom pa med poročenostjo. Ali se strinjaš, da so te zgodbe ljudi lahko za nekoga tudi odločilne do te mere, da nekdo spremeni svoje življenje na bolje? Imaš tudi ti morda kakšne vzore v življenju, ki te usposabljajo, da tudi sam zmoreš se postavljati v to vlogo mentorja mladim duhovnikom, kot praviš, da si za celotno Evropo odgovoren? Se pravi, kdo je tvoj vir, kjer črpaš navdihe? Ja, takole, ko te poslušam, se spomnim na svetnike, ne, tako zgolj imamo svetnike, ne, na oltarjih, ampak predvsem v njihovih pričevanjih, pač, ne, njihove svetniške zgodbe, je po mojem glih zaradi tega, ne, da pokažemo, da je vsaka zgodba drugačna, ampak, ne, da v bistvu Bog računa na nas, na našo naravo, kot smo, na našo včasih neverjetno drugačno naravo, ne, ali pa pač kakorkoli, no. In da preko teh, da gledamo njihove zgodbe, ne, da se navdihujemo in da nas potrjuje v tem, da smo torej, ne, tudi mi namenjeni temu, da postanemo svetniški, pač, ne, da vstopimo v končni fazi v nebesa. Ja, svetniki, ampak tako, niso nujno zdaj tu svetniki, ne, oni, bi rekel, 500 ali pa 700 ali pa 100 let stari, ne, so tudi kakšni, mislim, ja, so vsi sodobni svetniki. Meni je bil sveti Janez Pavel zdaj, no, tako, ki je bil pač papež, ko sem bil jaz še otrok, tako, bi rekel, celo otroštvo in pa celo mladost, ne, je bil tu papež, ki se verjetno to izkušnjo si malo deliva, po mojem mnenju. Ja, jaz imam sina Janeza Pavla. Ja, celo tako, nisem vedela. No, pa ja.
Ja, ta lik gotovo je tako zaznamoval ogromno ljudi, se mi zdi, ne, prek SDM-jev, ne, prek tega, kako je nastopil in tako. Mislim, en primer, no. Ja. Ja, Okay. en primer. Sicer pa mogoče tu sem še, ja. Ni nujno, da so svetniki tisti, ki so razglašeni, no, tako. Ja. Moja izkušnja vsekakor je ta, no, da za danes ne bi za neki rad, rekel, romantiziral ali pa tako preveč poduhovljal pač, ne. Dejstvo je, da ko sem tako z svojimi brati in sestrami, ki so kristjani, ki so poročani ali pa pač ne, ki so vsekakor krščeni in so se odločili za Kristusa in za to, da bojo v cerkvi živeli, ko sem z njimi na tem ali onem poslanstvu, ne, na tem ali onem misijonu, tako, moram reči, da meni osebno so oni dosti bolj, rekel, ker so pač zraven mene, ker jih otipljivo vidim, ne, ker vidim, rekel, njihovo življenje in njihov dar, ja, to je vsekakor en izmed virov, ne, ki ne morem reči, da ker je pač človeški vir, ni, rekel, brez konca, no, ker brez konca je samo Gospod, ne, tako, ja. ampak vsekakor pa pomembna opora in brez tega si kar težko predstavljam, tako, no, da tako sebe, no. Sicer si pa tudi težko predstavljam cerkev, ker, ne, če smo Kristusovo telo, eno telo, ne, različnih udov in različnih poslanstv in tako, in vendar eno telo, ne, ja, potem to eno telo mora izkusiti neko določeno skupnostno življenje, ne. Težko boš izkusil, rekel, telo, ki je v različnosti eno, če ne boš, rekel, organsko vpet tudi v drugačnost drugega, ne, ki je tvoj brat, ne, ki ga vidiš. Janez bi rekel, apostol Janez bi rekel, ja, ne, Boga sicer ne vidiš, brata pa vidiš, ne, tako. In on ti govori o Gospodu in on je, rekel, skoraj tako rekoč ikona Boga zate. Torej bi lahko bila kar nevarnost, če bi se, ne vem, zatekali k nebeški cerkvi, hkrati pa pozabljali to skupnost, ki je, ne, potujoča cerkev, v kateri živimo, da se posvečujemo en drugega. Tako da vsekakor se strinjam, ja. Zdaj mogoče pa preidemo na čisto mogoče to, kar omenjaš, skupnost, mogoče razložimo, zakaj imamo tu ikono Marije, to je Marija, skupnost je Emanuel. Mogoče ti boš bolj podrobno poznal, ni treba zdaj umetnostno razlagati, ampak ti si torej duhovnik skupnosti Emanuel, to je skupnost, ki deluje tudi v Sloveniji. Mogoče na kratko poveš tistim, ki ne poznajo te skupnosti, zakaj gre. Ja, skupnost Emanuel se je začela v Parizu leta 1972, po enem laiku, ki je naredil privatne zaobljube posvečenega življenja, in eni takrat študentki medicine, ki sta v Parizu tekom nekih duhovnih vaj jasno doživela močen izlitje Svetega Duha, ne, se pravi neko določeno binkoštno izkušnjost dala skozi, in hkrati ob enem sta se vzajemno prepoznala res kot brat in sestra. To, kar rekel apostolski viri, ne, Svet pisem govori, ne, dragi brati in sestre, ne. Onadva sta tudi tako jasno doživela, da sta ohranila stik in iz tega stika, ki je prišel v skupno molitev, ne vedoč točno kam pelje, je potem postopno se rodila skupnost Emanuel, najprej v obliki molitvene skupine, potem pa se je ta molitvena skupina razširila na tedenske hišne skupnosti. Začelo se je pretežno z mladimi ljudmi, potem je pa, rekel, zgodovinska izkušnja, ne, zdaj kaže, da gre za povezavo kristjanov, ki smo skupaj na pot, ne pod eno in isto streho, torej nismo skupnost v tem smislu, da bi skupaj živeli, pač smo na skupni poti različnih stanov, se pravi, da imamo eno in isto željo po biti, rekel, intimno z Gospodom na dnevni ravni in hkrati biti v svetu na pričevanski način. In v tem smislu smo skupnost, ne, in to živimo skupaj, tako da se dobivamo po domovih, torej jaz se dobivam z drugimi laiki, ne,
in imamo eno in isto molitev in eno in isto podelitev, glede tega, kako Gospod deluje in tako, kje srečujem Boga v svojem vsakdanjem življenju. Ta skupnost je dala ime Emanuel, izhajajoč iz tega velike skrivnosti, da beseda postane meso in deli celoto človeškega izkustva z nami. Ja, noč, pa so pa tele redovnice, tam skratka, vzeli smo to ikono, ki je, ki je neke vrste, ki je potem v bistvu osnova za naš logotip, tako, ki je nekoliko stiliziran, ampak osnovan na tej ikoni, se pravi Devica Marija, Devica Marija, ki je mati Boga, ki je Bogorodica, in drži Jezusa v svojem naročju, pač dete Jezusa v svojem naročju, in torej postane mati Emanuela, ki je Bog z nami. Skupnost Emanuel v Sloveniji, čisto kot glasbenica trdim, da je zelo zaznamovala ravno to glasbeno govorico, kjer se res trudite za bogoslužne pesmi, za pesmi, ki temeljijo na Božji besedi, na izročilu cerkve. In je to res v tem sodobnem jeziku zelo dragocena stvar. Tako da zaznamujete tudi slovenski prostor v veliki meri. Spoštovani Janez, najlepša hvala za tvojo razpoložljivost. Želim ti res še veliko veselja in blagoslova pri tvojem poslanstvu, da bi res prinašal Emanuela slovenskemu narodu. Vam, spoštovani gledalci, pa se zahvaljujem, da ste bili z nama. Kot vidite, so naši alumni vsestransko dejavni strokovnjaki in osebno izpolnjeni možje in žene, ki se ob življenjskih izkušnjah nekako izoblikujejo, ki so se ob življenjskih izkušnjah izoblikovali tudi na izkušnji študija na Teološki fakulteti. Zato vas res povabim, da pogledate ponudbo naših študijskih smeri in izpopolnjevanj, ter morda najdete med njimi smer, ki utegne tudi vam spremeniti življenje. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.